Center za raziskave vina na Univerzi v Novi Gorici deluje od novembra 2008. Do pred 2 let smo delovali v Ajdovščini, pred dobrimi 2 leti pa smo pridobili te prostore v dvorcu Lantieri, kjer se zdaj tudi nahajamo v naših laboratorijih. Čeprav je v bistvu naša vsebina precej ozka, se pravi v osnovi se orientiramo na trto in vino, pa to tematiko obdelujemo zelo multidisciplinarno od začetka do konca, kar pomeni, da imamo v skupini strokovnjake od fiziologije rastline, patologe, vinogradnike, pa potem enologe, tehnologe, tudi mikrobiologe in molekularne biologe. Se pravi, dejansko našo ciljno rastlino obdelamo iz vseh možnih vidikov. Tudi skupina sama je zelo mednarodna, če temu tako rečem, kar pomeni, da poleg Slovencev imamo tudi kolega iz Italije, kolegico iz Francije, doktorsko študentko iz Ukrajine, potem gosta iz Španije, tako da smo dejansko zelo heterogena skupina z različnimi znanji in različnimi predznanji in izkušnjami. Poleg tega se ukvarjamo tudi z aplikativnimi raziskavami, kar pomeni, da je eden izmed naših ciljev tudi reševati problematiko kmeta v našem ožjem in širšem okolju. Se pravi, poleg naprednih, znanstvenih, bazičnih raziskav, vedno poskušamo poiskati tudi neko aplikativno vrednost in jo prenesti na naše proizvajalce, seveda v cilju, da se Slovenija kot vinska dežela dvigne in uspešno konkurira svetu. Raziskovalno se ukvarjamo z večjimi področji, trenutno imamo kar nekaj projektov, tako slovenskih, nacionalnih, kot tudi mednarodnih, cross-border, se pravi čezmejnih projektov. V teh projektih se pa glavno posvečamo trajnostnemu vinogradništvu iz vseh možnih vidikov, se pravi, iščemo možnosti, potenciale za znižanje vnosa škropiva, znižanje vplivov, negativnih vplivov na okolje. Ob tem poskušamo tudi z manipulacijo koristnih snovi v grozdju z različnimi tehnikami, kar pomeni, da vpeljujemo veliko novih inovativnih vinogradniških tehnik, ki hkrati predstavljajo tudi reševanje problema globalnega segrevanja, s katerim se trenutno soočamo po celem svetu, ne samo mi na Vipavskem. Potem zelo veliko na analitiki sekundarnih metabolitov delamo. V glavnem nas zanimajo polifenoli in pa aromatične snovi in pa seveda polifenoli v smislu zdravih učinkovin za človekovo zdravje. Delamo tudi na zelenih tehnologijah za ekstrakcijo teh snovi, ki so potem lahko uporabne recimo za dodatke pri hrani v smislu funkcionalne prehrane. No, kot zadnji aspekt pa je tukaj še mikrobiologija vina. Seveda se tukaj predvsem usmerjamo v kvasovke. Kvasovka je pač tisti najbolj odgovoren organizem za fermentacijo iz mošta v vino in pa v zadnjem času vpeljujemo tudi molekularne metode, no na tem pa delajo potem naši mladi tuji doktorski študentje. Sem Lorena Butinar, sem docentka za mikrobiologijo in predavam na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo ter na Fakulteti za okolje. Hkrati sem pa tudi zaposlena kot raziskovalka v Centru za raziskave vina in sicer od samega začetka, od ustanovitve centra. Skupaj s sodelavci centra pokrivam področje mikrobiologije, delno imamo tudi molekularno-biološki del, predvsem uporabljamo pač te novejše metode za identifikacijo mikroorganizmov ter za manipulacijo kvasovk, ampak ta del v sodelovanju z drugimi
univerzitetnimi organizacijami. Večinoma se ukvarjamo, se pravi, in proučujemo biodiverziteto kvasovk ter njihov enološki potencial, se pravi, ali se bi jih dalo uporabljati tudi kot starterje pri proizvodnji vina. Velik poudarek pa pač imamo na sami biodiverziteti kvasovk in imeli smo tak malo večji projekt, kjer smo proučevali biodiverziteto od Vipavske doline Krasa pa do Colli Orientali. To smo delali s pomočjo drugih partnerjev na projektu. Imamo partnerja iz Univerze v Washingtonu, iz St. Louisa, profesor Justin Fay, in pa velik del, ki je prispeval pri postavitvi tega dela, je tudi profesor Jure Piškur, ki je na žalost lani preminil, skoraj leto od tega je, ki nam je tudi pomagal postaviti laboratorije za molekularno biološko delo tukaj v Centru za raziskave vina v dvorcu Lantieri. No, v te naše projekte, se pravi o proučevanju biodiverzitete kvasovk in pa tudi potenciala, vključujemo tudi naše študente Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo in sicer del teh naših izsledkov poskušamo tudi predstaviti recimo pri vajah mikrobiologije in pa tudi vključujemo študente in opravljajo diplomske naloge pri nas. Tukaj imamo trenutno 2 študenta, ki sta izolirala kvasovke v vinogradu in pa izven vinogradov ter jih okarakterizirala enološko in pa tudi z določenimi sevi, ki so bili, se pravi kvasovkami, ki so bili potencialni. Potem tudi naredila mikrovinifikacije in ta vina bomo zdaj senzorično tudi ocenili in videli, ali je kakšna kvasovka potencialna za vinarsko industrijo. Hkrati pa drugi projekt, kar pomemben del je, pa tudi uporaba kvasovk, se pravi, ki so shranjene v mikrobioloških zbirkah in predstavljajo nek resurs za živilsko industrijo, vinarsko industrijo. Tukaj smo tudi preizkusili izbor sevov. Ta izbor sevov je bil narejen v okviru evropskega projekta Cornucopia, katerega koordinator je bil profesor Jure Piškur, ki sem ga prej povedala, prihajajo iz te univerze v Lundu. No in ta izbor kvasovk smo preizkusili na naravnem moštu in dobili zelo zanimive rezultate. No, ti zanimivi rezultati so privedli tudi do tega, da so te seve preizkusili tudi v vipavski kleti na večjih volumnih. Se pravi, so naredili vinifikacije v večjem obsegu. My name is Sofia Tashko. I am a PhD student at the University of Nova Gorica and I work as an assistant also at the Wine Research Center and studying biochemistry and microbiology of the organisms. I am doing my 3rd year of the PhD now and working on exploration of the yeast biodiversity of this region. Currently my supervisor is Lorena Butinar and also I have another supervisor at the Institute of Jožef Stefan. I work on biodiversity of yeasts, which is one of our main focus in the microbiology by now, and by now we are testing the sequential fermentations. This is the fermentations where you are using different yeast to inoculate, and we are using some grape must to test. We are tightly collaborating with the winemakers of the region. We were also collaborating with them before for sampling of the microorganisms
to create the collection Lorena already mentioned. And now our collaboration is the most tight with Vipava cellar, and Uroš Balčina is participating in the fermentations we are performing now to test different yeasts which might be promising for future wines with changed aroma characteristics, changed ethanol levels and different other characteristics required to be developed. Moje ime je Kajetan Trošt in sem docent na Visoki šoli za vinarstvo in vinogradništvo. Poleg tega sem pa tudi raziskovalec v Centru za raziskave vina. Moje področje se pretežno nanaša na raziskovanje analiznih metod, tako bioloških vzorcev, med katere spadajo vzorci vina, grozdja in ostalega sadja. Po drugi strani sem se pa v zadnjih letih precej ukvarjal tudi z analizo bioloških vzorcev, kot so recimo vzorci človeške krvi, plazme, urina, in v tem stilu tudi sem bil vključen v razne projekte nutricionističnih študij, se pravi vpliva hrane na zdravje ljudi. V tem področju me je posebej zanimalo in to se trudim prenašati na ostale, tako na sodelavce, na ostale člane skupine, pa tudi na študente. Kako se recimo razni metaboliti iz sadja, grozdja in hrane prenašajo preko človeškega organizma, kako se pri tem transformirajo, kakšne so koncentracije v plazmi in kako se iz telesa izločajo. Mislim, da je tema primerna tudi za splošno javno mnenje in splošno zavedanje, ker se po medijih mnogokrat pojavljajo različna mnenja, ki mnogokrat so tudi bolj škodljiva kot koristna za samo človekovo zdravje. Eno izmed teh je recimo zamenjava hrane za zdravila. Vse aktivnosti, ki jih razne rastline in hrana ima na človeški organizem, je potrebno jemati kot prehransko dopolnilo oziroma razumevanje hrane. In v primeru, da se hrana zamenjuje za zdravila, ki lahko zdravijo ali v večji meri zdravijo bolezni našega novodobnega časa, se pravi v veliki meri se opravljajo raziskave na vpliv rakovih celic ali pa tudi diabetisa, je potrebno jemati razmeroma z rezervo, ker drugače lahko pridemo do napačnih zaključkov in tudi do problemov pri zdravljenjih, se pravi konvencionalnem zdravljenju teh bolezni. Na univerzi v Novi Gorici se nahaja tudi Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, ki izvaja visokošolski strokovni študijski program vinogradništvo in vinarstvo. Pri nas nastajajo novi strokovnjaki z področja vinogradništva in vinarstva. Obstajamo že od leta 2006. Prostore imamo v prečudovitem dvorcu Lantieri, ki se nahaja v Vipavi, to je v centru Vipavske doline. Imamo priložnost delati v bližini številnih mentorskih kmetij, kjer se naši študentje tudi usposabljajo. Poleg tega se usposabljajo tudi na našem univerzitetnem posestvu. Kajti naš študijski program je praktično obarvan, to pomeni, da teoretične vsebine stalno nadgrajujemo s prakso.
z vključevanjem dela tudi v razne projekte, s tem, da imajo študentje na voljo številne pestre terenske vaje, pri nas predavajo tudi strokovnjaki iz prakse in tudi naši sodelavci imajo številne izkušnje v praksi, kar je za tak študij izrednega pomena. Smo edina taka šola v Sloveniji, to pomeni, da smo usmerjeni v vinogradništvo, vinarstvo in trženje vina. To so trije segmenti, ki so danes mora biti nujno povezani za uspešen prodor na trgu, kajti pri zaključnem dobrem rezultatu vsakega vinogradnika in vinarja je pomembno to, da že od momenta, ko ima v glavi vinograd, ve, kakšno vino bo prodajal, komu ga bo prodajal, in to učimo naše študente. Naši študentje se lahko tudi tekom študija preizkusijo v tem, kako so dobri pri kontaktiranju s strankami. Vsako leto organiziramo študentski festival vina, kjer študentje predstavljajo vina od doma ali pa vina priznanih vinarjev, in je ta festival odprt tudi za javnost. Povezujemo pa se tudi drugimi inštitucijami, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, in študentom omogočamo razne izmenjave in tudi sprejemamo študente na izmenjavo k nam, kajti povezovanje mladih strokovnjakov z področja vinogradništva in vinarstva je pomembno, da se začne že v mladih letih, ker to je potem pomembno za njihovo nadaljnjo kariero. Kot sem že povedala, naše študente vključujemo v razne projekte, ki potekajo na Univerzi v Novi Gorici, in pri tem imamo možnost, da sodelujemo s Centrom za raziskave vina, kjer potekajo številni projekti z področja vinogradništva in vinarstva, in študentje tam sodelujejo ali v obliki terenskih vaj ali v obliki diplomskih del. Nudimo jim pa tudi možnost, da se lahko vključijo v projekte, če želijo dodatne delovne izkušnje. To je recimo pomembno za njih, da pridobivajo že nova znanja, preizkušanje novih znanj področja vinogradništva in vinarstva, ki jih naši strokovnjaki preizkušajo z pogledom v prihodnost. V okviru Centra za raziskave vina oziroma tudi Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici se ukvarjamo tudi s pridelavo vina. Seveda ne bi bili pravi raziskovalci, če bi uporabili klasične že preizkušene tehnologije. Tako smo na primer ravno na sorti zelen preizkušali nove tehnologije v projektu skupaj z podjetjem Škrl d.o.o. in sicer smo preizkušali hiperreduktivno metodo, kar v bistvu pomeni metodo z čim manjšo prisotnostjo kisika z namenom, da ohranimo tiste snovi v vinu, ki so sicer zelo podvržene oksidaciji, to so pa v glavnem arome, kar pomeni, da v bistvu veliko bolje ohranimo primarne aromatične komponente tega vina. Dejansko se to izvede tako, da se izpreše od strani atmosfera kisika in se jo nadomesti na primer z dušikovo, kar pomeni, da pač ti postopki oziroma ti procesi oksidacije enostavno ne morejo steči in s tem ohranimo tiste primarne iz vinograda prinošene arome. No in največ smo seveda delali ravno na sorti zelen, niti ne slučajno, gre za avtohtono, tukaj domačo sorto, in smatramo, da je naša naloga tudi raziskovanje pa iskanje potencialov za izboljšanje tega, kar pač tukaj unikatno imamo.